ga ni. Kdo? Ja, in snemalc, une imajo pouk dve. Snemalc! Kar ne bo znamo. Ja, okej. Sara, ti... Okej, bomo že spravili skupaj, čakaj, že bom še sploh na orkest. Pa ne me slikat. Ja, Dej nikaj, to pa je, še to pa je. Še narobe. Zdaj se sploh ne moramo zavedati. Koliko vas je? To pa ni bilo še nikoli. Taka deležba je še nikoli. Davček, neče tiče. Jaz se je tiče, tiče. Tole, ja. Trzavca. Tok je tamne. Sara. Nisa. Takole. Takole. A ti imaš? Na soncu, kje na soncu? Nek stari. Čakaj, najdete. To ste vse... Ja, na soncu, sam Jaz da ne se moram moram. več v tebi živeti, jaz bi hodila Imam pa še eno, čakaj. čakaj. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, sem svoje sanje in človeka, kot si ti. Sem mi doživel ogromno lepe smeha, pa doma In pa ti praviš, da ne znaš piti. Tam bo kaj. Bob, Jaz ne moram. na soncu. No dajte špilati, jaz ne moram prešpilati. Ja, sam jaz. Bravo. To sem jaz. Vse zdaj še ne snimate. To se ve. A že snimate? Nimam. Že. Že. Že hvala to. V današnji 72. sceni gostimo 1, 2, 3, joj, se vas bom komaj preštel, 5 deklet iz Davče. Spominjam se, kakšno leto nazaj smo imeli 2, 3 fante iz Davče, ki so igrali na harmoniko in to zelo dobri harmonikaši. Danes nas pa presenečajo tu v študiju dekleta, ki poleg petja igrajo tudi na kitaro, kar je tudi nekaj posebnega. In prav lepo pozdravljene. Na začetku bi vas prosil, da se nam na kratko predstavite samo ime, razred in od kje prihajaš. Jaz sem Maruša, sem 8 razred, prihajam iz Davče. Jaz sem Ema, sem 7. razred, pa prihajam iz Davče. Jaz sem Nika, sem v 7. razredu, pa prihajam iz Davče. Jaz sem Sara, sem 7. razred, pa prihajam iz Davče. Jaz sem Irma, sem 7. razred in prihajam iz Davče. Se pravi, 7. razred, največ pa ena 8-čka, to ste stare dekleta 12-13 let. Koliko let, Irma, pa se že ukvarjaš z igranjem na kitaro? 3 leta. 3 leta, pa si to sama, ali imaš tudi kakšno učiteljico, ali imaš kakšne druge? Ja, imam učiteljico. Imaš učiteljico, katero? Jano Imec. Aha, Jano, ja. In kolikokrat na teden kaj? Ja, enkrat na teden. Enkrat na teden se dobite, pa mogoče kje igrate tudi, kje nastopate, mogoče v nedeljo? Ja, pri Mašah. Pri Mašah nastopate, pa še kakšen drug tak nastop, razen današnjega, ki je pa... Ja, kakšen koncert. Še koncert. Kje pa je bil ta koncert? Cerkvi. Aha, tudi v cerkvi. Božiček. Potem pa bi prosil, ti si pa kaj že? Sara. Sara, no, Sara, tudi ti imaš kakšno učiteljico, ali se učiš? Učitelja. Učitelja, ja, kolikokrat na teden, kje? Enkrat. Enkrat na teden in to je za kitaro. Ja. Učitelj. Pa, kaj si Monika? Nika. Nika, kje pa ti vadiš, kako ti vadiš? Isto, imam učitelja. Ja? Pa enkrat na teden. Enkrat na teden. Ema. Ema, s čim se pa ti ukvarjaš na glasbenem področju? Pojem. Poješ? To se pravi, ti pa predvidevam, da
pripevate tule v tem šolskem zboru, a še kje druge, cerkvenem zboru potem v Davči, še kje druge? Ne. Imaš kaj vaj, si kaj pripravljaš posebej, a imaš kakšnega učitelja tudi, ali kaj takega? Če so za cerkev zbor. Aha, ki te zborovodkinjo, s katero pač vadite in se učite. Koliko pa, kako si, kaj si že ti? Maruša. Maruša, kaj pa si ti? Jaz pa pojem, ne? Ti pa poješ nekaj podobnega kot Ema. Maruša, koliko pesem ste se pa že do zdaj naučile? Ne štejemo več, ja. Ne štejete več? In katera od teh ti je najbolj zrasla k srcu? Vse. Vse imaš rada. Kjer je pa najtežji od teh? Nobena. Nobena. Koliko oktav pa seže tvoj glasek? Kaj poskušala? Eno oktavo, dve oktavi? Kaj pa ti je, recimo, kater glas pa poješ, no? Bolj nizke, srednje, visoke? Solo? Visoke? Ja. Aha. Ja. Pravzaprav, predvsem smo vas povabili tle v studio zaradi vaših glasbenih nagnjenj, zaradi veselja do glasbe. Kaj pa posluh, Maruša? Imaš kaj problemov? Ne. Ne? Se pravi, koliko časa se recimo eno pesmico, dobro besedilo, ampak koliko časa ti porabiš za eno učenje ene pesmice, recimo, da se na novo naučiš pesmi? Ne, trikrat grem, a ne ponovimo na vajah, trikrat recimo pa je znam. Ja? Kdo pa vodi pevski zbor, oziroma kjera je vaša zborovodkinja? Jana Jemec. Aha, Jana Jemec je isto, je tudi, aha, Jana Jemec, ja. Črna, ja. Ema, katero pesem pa ti najraje zapoješ? Vse. Vse zapoješ najraje, pa imaš kakšen, a te kdo posluša, recimo, če doma kaj vadiš? Te kdo posluša, ko poješ? Ne. Bi rada Nika še komu posebej zaigrala in zapela, recimo, tvojo pesem, ali pa kakšno tako pesem? No, recimo, tremo imam zdaj jaz večjo, ko vi tam na moji strani kamere. Sara, kako se pa ti boriš proti tremi? Jo ni? Ponovadi ni. Jo ni? Pa se je že naj zgodilo, da ste se zmotile, recimo, Ja, to se za je pol že tona, vrlo. pa je šlo naprej, a ne? To Ja. tudi danes, če se bo kaj takega, nobene panike, ne rabite nič, nobene stvari. Irma, to je kitara, za kakšen inštrument pravzaprav gre. Čisto kratko mi opiši. Trup vrat, strune, kakšne strune so to? A so plastične, a so kovinske? Plastične pa kovinske. Ene so kovinske, ne pa plastične. A kjera ve, kjere so strune, mogoče? Kjera zna našteti strune? So že. Ne, tako. Aha, bom cegel. Se pravi, začnemo E, B, G, D, A, I. Ne, A? tako. Ja. To se pravi, E je dvakrat, a ne? Ja. Aha. In kater prijem je pravzaprav najtežji, Irma, zate? Nobeno. Noben. No pa mi pa primi G, bari. Giba. Bari, ali pa G. Čak. No pa daj G. Bravo. No, Sara, ti pa zaigraj A-mol, Amor. da slišimo. Pa Nika, ti pa zaigraj D-dur. Dur. Dur? Ja? Nika, a je to dragi inštrument, koliko pa je s to kitaro ali je? Še kar, a 200 ne? evrov. Kaj se pa more pravzaprav najbolj paziti? Prah brišeš z roko, dol, to ni panike, kaj pa drugače, na vlago, verjetno dež ne sme, ne se zmočiti. Kako pa je s tem oglaševanjem, kdo ti, ali je kakšen pripomoček elektronski, ki uporabljaš? Je oglaševalec. Se malo spomagate, to se pravi, s številkami, ne? Pa tebi, Sara, kdo tebi oglasi? Jaz sama zaglašam. Sama oglašaš, Irma tudi? Sama oglašaš? Vse ste levičarke, Irma, ti poznaš kakšnega znanega kitarista, recimo, ali pa kitaristko? Kjera pozna kakšno? Adi Smolar.
Aha, Adi Smolar je pevec in kitarist, ja? Nekaj posebnega, pa ste ga mogoče že v živo videli kdaj? V živo, ne? No, bil je pa v šoli ne dvakrat, tle se spomnim, ampak verjetno več let nazaj. Kaj pa, recimo, v živo kakšno pevko, solistko? Nina Tanja Žagar. Maruša, tako? Nina Pušlar. A, in kje si jo v živo videla? Ja, na koncertu. Kje? Tla v Železinkah, v nedeljo. Kako se je rekla, Žagar? Ne, Nina Pušlar. Aha, Nina Pušlar, pa se slikala z njo? Ne. Ajej, škoda. Tanja Žagar smo tudi. Še kdaj? Tanja Žagar smo. Tanja Žagar, tudi pevka. Kaj pa mislite, da je še pomembno? Kaj misliš, Ema, kaj je pomembno recimo za eno pevko? Da dobro poje. Da dobro poje. Ni treba, da je lepa, da ima dolge noge, da je lepo napravljena in tako naprej, da ima visoko frizuro. Ja, dobre. Zdaj pa, katera zvrst pravzaprav, Maruša, ti je pa najbolj pisala na kožo? Kaj najrajš poslušaš recimo od glasbe, kaj ti je? Vse. Vse? Ema? Vse. Kaj pa tvoja zvrst? Rock, blues, klasika, country? Vse, drugače tako bolj poslušam pop ali pa kaj takega. Pop, ja? Je isto. Kakšne pop, pa mi ne bi znala nobenega povedati, kakšen ansambl recimo. Pink Floyd, Grand Funk, Rolling, Green Day. CCR, aha, to so malo kasnejši, ja. Moji so v bistvu že precej pomrli, tisti, ki sem jaz poslušal. Dobro, lejte, ne samo brhka, lepa dekleta, tudi prijetne sogovornice ste. Zdaj pa vse glih bi pa konc koncev prosil, ker smo to zelo na hitro vas povabili in tudi nekako, tudi če ni najbolj, a ne, moramo to razumeti, da je pač v tej naglici in pri takih pripravah to čisto nekaj normalnega. Pa bi začeli, a bi Kjera začela, pa bi mogoče kakšno pesnico zaigrala. Kjera bi začela, Kjera se javi, a bi začeli ta prvo za kitaro, z eno kitarco. A bi to šlo? A bi šli po vrst? Ne, vsi skupaj. Vse skupaj. A vse tri? Ja. Ja, čudovito, gremo. Vidim pa poanta. Pa mi čakaj tudi. Aha. Kitara se je slišala, glas pa mehen manj. Ali je to bilo tako mišljeno ali ni bilo? Kako ste videli, ali je to ta pesem, ali imate kakšno drugo tudi celo? Ne, nič. A druge pa ne? Aha, zapravo ste mečkem bolj potihom pili, ne? Ste pa? Kaj pa, če bi mogoče še eno mečkem bolj na glas zaigrali in zapeli? Dajte pogledati. A ste prej rekli že tisto, kjero že? Zdaj sem bil. Za soncem nekaj. Za soncem nekaj. Kje pa je to? Na takem mestu. Ko pa če se cenimaš, Sara, a imaš ta, a to navadno da to? A ne mogo? A ga vidiš? Ja, sveta, Anita. A ja, to navadno. Anita, Anita. Imaš? Sara, kjer? Je navadno, da nismo tiskati. Ne, Anita. Odadje. Nima.
Sara, kje imaš to? Nima. Navadenje, nimamo. To nimaš. A ti ta spremenjenega? Ne, ti. 3. Ja. Ja, spremenjenega. 3, 4, Posvećeno je tvoje mi, kude želi trki opravljaš nas sve prezme. Posvećeno je, tvoje mi, ko puščavi sakriti ko podivini kri. Posvećeno je. No, mečkaj odmora naredimo, tole so zdaj 2 pesmici. Vemo, da je pravzaprav eno kitaro težko, 3 pa tudi težje uskladiti, uglasiti in tako naprej. Skratka, kaj pa imate še v tem vašem, imate kakšen ime, a je to otroški pevski zborček, a kako se imenuje? Otroški pevski zbor Davča. Župnije Davča. Imate še kakšne druge inštrumente, recimo, poleg kitare? Ja, ne. Mogoče zborovodkinja, kakšne orgle je igrala, kakšne take stvari, ne? Ja, včasih ta učiteljka nas kitaro uči, včasih na orgle to zaigra. V glavnem je glasbena osnova na kitari. Pa vaši glasovi. Katere glasove pa imate, recimo, če bom kar začel, Irma, kater glas je tvoj Irmin glas, mislim, kakšen je Irmin glas, ne vem, a je bariton, a je alt, a je kaj poznate te izraze? Ja, jaz pojem alt. Alt poješ, pa Sara? Tudi dve altu, Nika? Alt, Ema, Maruša? Vse. Kaj pa pomembno, recimo, za dobro pevko? Kakšno hrano, kakšno pijačo mora uživati? To ni lik, ne vem, ko pomemben. A ja, zdaj ste se pa zamenjali, smo pa narobe napisali. Sara, kaj je recimo? Pa mogoče kakšni mrzli mehurčki niso ta najboljši, ne? Ne, to ne. No, zato, ker je potem glas, seveda, če ni mehen, potem je skrhan in ni to, kar lahko naredite, ne? Pa drugače, no, pa če rečemo tako, no, tvoja ali pa vaša, pa začnemo s Saro. Ko te bo fant peljal na večeru, kaj boš naročila za jesti, kaj za piti? Ne vem. Čeprav bo precej pocen prišel skozi. Irma. Čakaj, to pa morate vedeti. Tudi fantov še nimate zbranih, a ne? Možda če nimate. Še niste... Nika, kaj boš ti naročila? A bo piščanc, a bo pica, a bo dunajski zrezek, Ema, a bo davški želodec, Maruša, ti si ima stari, ti si že kdaj bila na večeri, ne še? No kaj pa recimo naročiš, ko greš starši, recimo, če greste kam, si kaj privoščiš, recimo, no, na pribirni si že bila, Maruša? Ne. Ne še, no kaj boš naročila? Sonamo. Ja, kaj boš? No, pa recimo, kaj boš oblekla? Cune. Cune. Ema, kaj boš ti za valeto oblekla? Na valeti. Oblekca? Dolga oblekca, rdeča z rumenimi pikami ali kaj druga? Ne, modra pa črna. Modra, črna barva, tvoja, Nika. Tvoje barve in kjere so črno-bela in še kakšna druga? Irma? Črna pa vijolična. Črna-vijolična kombinacija. Zanimivo, lepa, moderna. Črna-vijolična kitajska. Črna-vijolična. Pa modra tudi. Aha.
Ko boste imeli nastop v Cankarjevem domu, kaj boste oblekli? Oblekco. Vleko, kakšno, ampak boste imeli vse, da se morate poenotiti, kakšne barve bojo. Črno-vijolične. Črno-vijolična ostane. Črno-vijolična, kjera prevladuje? Črna vijolična? Kjera bo več bo vijolične, črna bo pa vzorčasta, bo tako kot moje srajce, križi, a bo kaj druga. Črte. Črte? Ja. Aha, po čez da po dolgem? Po dolgem. Kaj pa drugače, recimo, kakšne šolarke, pa recimo, zdaj ste trenutno vse učenke osnovne šole, 7., 8., čas se je štel 8. razred kot najtežji, zdaj ne vem kako, kaj misliš ti, Maruša? Ja, je najtežji. Je težak? Ja. Kjeri predmeti, recimo? Angleščina. Angleščina, tuji jezik, tam tudi čez že italijanščina, ne? Nimate, imate samo slovenski pa angleški jezik, imate še kaj druga? Ema, kaj pa date? Angleščina. Angleščina tudi? Ojej, angleščina. Jana? Pa ne bo. Časi, kakšni časi, present perfect, pa present tense, to še mene začne glava boleti. Govori, Nika, kaj imaš ti? Zakaj ti tako rada hodiš v šolo? Zakaj si ti, a si rekla, da bi bilo... A si rekla tudi, kjer je pa že rekla, Irma rekla, da bi bilo v soboto, nedeljo tudi čikala. V soboto še šola, v nedeljo pa v ruk, tako da bi bilo cel teden. Bi šlo to? Ja? Ne. A to ne, kjer predmet ti je najbolj tak, ki bi ga tako najraje malo na stran postavila? Vsak ima kakšen predmet. Ti imaš vse rada, vidim, ja. Ti imaš vse rada. Ne, tako, geografijo. Kjer imaš pa, recimo, najrajši, recimo, kaj ti pa leži? Telovadba. Telovadba, Irma. Telovadba. Telovadba. Nika. Slovenščina. Slovenščina, lepo, zanimivo. Telovadba. Telovadba, pa, Maruša? Odmore. Maruša, kaj pa delaš v prostem času? Koliko časa pa hodiš do kombija? Zdaj ni več treba peš v šolo, ne? Se že malo pelete z avtobusi, s kombi. Kaj delaš v prostem času, recimo? Gor imate zdaj zimo, Črnvrh, smučanje, kjera kaj smuča? Ja. Smučate kaj? In? Je v redu? Veliko ljudi pride, No ja. a ne? Kakor kjer dan. Zdaj, če bo Angleži začeli hoditi, potem vemo, s komu se bojo lahko pogovarjali, ne? Kaj imate vi pravljali angleški jezik. Še kaj delaš v prostem času? Morskaj. Kaj da se ti za kuharico doma, kaj skuhaš? Bisel. Jajca, torej kaj druga. Ema, govori, tvoja omiljena jed, ki jo kuhaš z veseljem, z užitkom, z občutkom. Palačinke. Palačinke! Ja, A so to omlete? Ja. S čim pa? Z limono, s cukrom? S čokolado. S čokolado. Govori, Nika, samo ušesa so me. Aha. Tole bo pa zdaj zanimivo. A je to za na kruh namazati, je to kaj posebnega? A se to surovo lahko je? Irma, kaj boš ti skuhala svojemu najdražjemu za kosilo? Sara, kako boš dala svojemu sinku ime? Ne vem. Ne veš še? Ne veš še? Pa to bi lahko že malo povedala. No, zdaj smo večkrat poklepetali vmes, zdaj bi pa poskušali še, čeprav je pa to zdaj že nadštandard, ne, pa mogoče še kakšno pesemco, ali pa mogoče samo še eno za zaključek, eno, da zaigrate, pa zapojeta, kar glasno ni tle nič sosedov dal, da bi kakšen vas kaj motil in tako naprej. Vi kar grejte mi doma sladke. Ne, jaz ne bom ti. Široke. Šturke. Šturke. Ja, bi šturke. To sem bil prej pospravil. A imaš ti? Štorke. Ja, po mojem bi Daj mogla. poviš. Ja, imaš jih? Ja, Ko če gremo po koncentrenje. Ja, Ja, ne. jaz to znam. Ja, da Če je bomo pa kar oboje dete, se lahko Ja, oboje. Imamo časa da. Daj mi. Mi že imamo. Več sem. Te bom pa Ne se bo mi do kar ti. Ne, Ja, bo pa- pojte. Ne morate malo piti zraven. Če ne, da. Čak, sam pogledam. Kva? mi zdaj zapiš.
Kaj si ne vem, Ne vem, če je sploh imam. Novi Krški. ki ni da navaden tle. To je navadno, ja. Tam bi mogla imeti. Ne, nimam. Ni. Jaz sem kako čez. Ne, mi to Nataša dala. Ni. Novi Krški. Težem sem, kjer je že tam? To je navadno. Bravo. No, to je pa zdaj vaša ta četrta pesem, saj je ta peta, v glavnem s tem bi potem zaključil počasi z današnjo oddajo. Jaz se vam zahvaljujem za obisk in pa za prijetno druženje. Veliko uspeha v šoli in pa na glasbenem področju. Pozdravite Jano, a ne? Jana je še prej. Sestrca, kako je to že ime? Marija. Jana je te starejša, ne? Jana je te starejša, ona je magistra slovenski. Skratka,